No, vaju sva spoznala kot par, ki si želi poglobiti odnos, res v globino srca. Ivanka pa Štefan. Midva sva se pa tudi zavezala temu, da se bova z odnosom ukvarjala. Ker je ta tisti, to zdaj že 40 let nazaj, ta tisti, ki nekako je zgineval in ste videli, kako zadnja leta, ko so te vsebine se zgodile v naši družbi, kako nas je rešil odnos, te povezave med nami in skupnosti. To je rešitev tudi za naprej. In ker je Ivanka že davno takrat in Štefan znala razbirati znamenja časa, je tudi zdaj bistvo vidno, vidi, da se tudi v končni fazi populacija stara, res potrebujemo skupnosti, sodelovanja, sočutenje, pomoč drug z drugim. Zdaj, kje vse, kako izvesti? Prej je kolega Marko pripovedoval o teh strogo medicinskih nivojih, kako simptome urejati, da je mir dosežen. To je res v težkih fazah, pa z bolečino zelo pomembno. Da ni take hude bolečine. Je pa pomemben tudi ta vidik čustven, čutenski, odnosni. In če grem iz zadnjega konca zdaj, ko se sprašujeva s Tomažem, kaj pa lahko naredimo za to, kar je Ivanka posvetila, pa Saša dodala in Marko in cele ekipe, ki že delajo. Midva bi bila pripravljena pomagati tem, ki se želijo ukvarjati s tem, te vrste odnosom z ljudmi, kako ga nositi, kako iz tega dušnega, psihičnega nivoja to nositi. In če grem k bolečini, naša družba zdaj pravzaprav ne zmore nositi bolečine, trpljenja, analgetiki so se pravi, protibolečinska zdravila so najbolj pogosto predpisana in tudi v lekarnah najbolj pogosto kupljena. Vendar pridejo stanja, ko res tako boli in je potrebno to bolečino znati. In to je res potrebno znanje, koliko, komu, kdaj. To je specialno znanje, ki ga je res potrebno se naučiti dodatno. In te vidike, Marko in vaša ekipa, pa ne samo bolečina, tudi toliko drugih simptomov. No, zraven si pa rekel, kako je potrebno zaupanje in ta odnosni vidik, ki ga vi skozi spremljate. Koliko je ta vidik odnosa pomemben. In to je vajin doprinos, odnos in to je Ivankino hrepenenje. Da bi odnos ostal, ta ljubeč med vami v družini, med nami in tudi do tistih, ki bi, kot je prej Marko rekel, smrt. Se ne ukvarjamo s pripravo na smrt. Pa vendar je del življenja. Če jo pogledamo kot del življenja, jo drugače vidimo, jo ne izrinemo. Tukaj, ko se lahko pogovarjamo, kako trpeti, pa nositi to trpljenje s Kristusom, je res drugače. Ko pa srečaš človeka, ki tega nima, si sploh ne morete zamisliti, kakšna je tu tema in hlad in kakšno je tisto trpljenje. Tako da za nami je 40 let dela kot psihiater, psihoterapevt. Z možem, kot je prej rekel Štefan, skupaj sodelujeva tako, da ima ena področja druga, z družinami, s posamezniki in v teh letih sva se srečevala seveda veliko s smrtjo. S tistimi, ki so nenadno izgubili svojce, iz nekega vidika večkrat kdo reče, jaz bi tako rad na hitro, da se hitro konča, da ni nič trpljenja. Za svojce pa včasih to zelo, zelo hudo, če se to tako zgodi tako. Tako midva sva veliko srečevala
te svojce, ki so ostali in jih spremljala skozi proces. Če se je le dalo, smo celo družino. Pa tudi seveda pri bolezni, ki je težka, ki jo ljudje težko sprejmejo, oziroma tudi zdravniki ne vemo, kako bo tekla, in noben zdravnik nikoli ne bi smel reči, še toliko mesecev imate. To je res v eni drugi domeni. Torej ne vemo, in ta negotovost je včasih tako težka, da ljudem vse sorte bolečine iz preteklosti dvigne in strahove in zamere. Vendar je to milosten čas, vam rečem, če je le mogoče, da ta človek dotipa večjo globino v sebi ali pa da pride kdo z njim, da nekako se dogodi nekaj, en globji stik. Težko najdem besedo, a me čutite, kaj čem reči. V takih težkih stanjih se dogajajo eni nivoji, ena doživljanja med ljudmi, dogodki, ki se drugače ne bi zgodili. Zato težek, pa dostikrat rečemo milosten čas. In tako tudi, ko sva se, bom bolj kasneje to rekla, ampak en stavek samo vračala od vaju, ali pa ko smo se srečali, sva rekla, o moj Bog, kako težko 4 hčerke, zakaj, Gospod? Pa vendar, kako milostno, kako ste zmolili, kako je Ivanka bila mirna, kako je nosila s Kristusom. In resnično ta vstajenski vidik, da smo v petku, pa vemo, da je nedelja zadnja beseda, bi prvoščila vsakmu, da se dotipa do tega. In se je zgodilo, še ko sem bila študent, jaz sem šla na medicino, ker me je zanimalo, zakaj trpimo, zakaj zbolimo, kaj je ta življenje, smrt. Takrat še nisem poznala Kristusa. No. Pa sem mogla vse medicino doštudirati, psihiatrijo, pa ni bilo rešitve, pa odgovora. Pa še psihoterapijo 4 leta dodatno, veliko let študija. Dokler nisem v enem trpljenju spoznala. Hvala Bogu, se mi je razodel. Kakršnakoli ta dimenzija presežnega je vrednejša kot čisti materializem. Tema, hlad, smrt in polni noč. Vendar ta odnosna dimenzija tega našega Boga je pa neprecenljiva. Ta odnos, ki nisi sam, nikoli nisi sam. Pa ne zdaj, da bi mi sam neko otroško, nisem sam, bebejček. Dejansko gre v vsako tisto najtežjo zamero, največjo bolečino. In kolikrat se je zgodilo, ko recimo je človek rekel, ne morem odpustiti. Vsega se vi ne boste, se bo Kristus, vi samo molite. Pa bolj, ko sem prišla recimo, kot študent sem spremljala umirajoče, nisem to povedala, ker me je to zelo vleklo. Kaj zdaj ta smrt, kako? Zakaj so, jaz sem na oddelku videla, eni mirno umirali, eni pa čist drugače. In zakaj so ene sestre bile tako mirne, ene pa ne. Kot rečeno, če nisem vsega zastopila. Vsega itak nikoli ne bom, ampak nisem tega Kristusove dimenzije še nisem poznala. In ko sem jih tako spremljala, sem se sama spreobrnila, oni so me in skupaj smo. Tukaj sem prej rekla, se nekaj zgodi, ne znam povedati kaj. En poseben dotik. Ko nekako, kot je danes bilo pri pridigi, predamo, res je prostor za nekaj več. Nekaj čist neslutenega. Tudi ljudi, ki nikoli niso o Bogu govorili, pa so mi rekli, eno svetlovo sem videla, kaj podobnega. Pa zdaj ne samo za umiranje, to stanje nas lahko nauči za vsak trenutek, ko nekaj bi hotel, ali smo nemirni, ali imamo zamero, da spustimo in prosimo, da vstopi. Tukaj lahko rečemo, stopi Kristus, stopi v to mojo rano, pomagaj, da odpustim. Si rekel kratki, samo 3 kratke stvari iz spominov, ko sem spremljala umirajoče. Ena zgodba, oče se davno ločil in je pustil 2 sinova,
ki sta mu tako zamerila, da tudi polk je umiral, da sta hotela priti k njemu. In on je zelo trpel. In mi je rekel, veste, mučil, epileptični napadi za epileptičnim napadom, res je bilo težko. Rekel, ne morem umreti. Kaj pa je? Jaz vem, da me sovražita sinova. Kaj, če bi napisala mi 2 pismo za ta 2 sinova? Tako je bil zato in pol je pisal. In to ga je tako po koncu držal, da so se doktori sprašvali, kaj je temu človeku, da je tako živno. Je pisal ta pisma. Neste to, prosim. Pa ni upal reči, če prideta. En je prišel, en pa ni zmogel. In kaj je napisal? Oprosti mi, nisem znal boljše. Se pravzaprav to je to. Ne znamo boljše. Mi ne vemo, kaj ne vemo in ne vemo, kje vse smo ranjeni, kaj to vse pride ven. No in v času ali težke bolezni, težke diagnoze, teh šokov, ali pa še posebej, če rečemo zdaj, če v paliativi govorimo, ko ljudje odhajajo, v druge dimenzije, prehajajo, ali kako bi rekli, sperte si izraz. Takrat se toliko sprav zgodil, ki jih nisem videla v drugih stanjih. Toliko teh sprav, to je ena zgodba, da je ta sin prišel in tisto noč je oče umrl mirno, brez epileptičnega napada. Pa še eno pismo mi je narekoval za tega drugega sina. Kaj me je prosil, da bi se pol srečala in tisti mi je 2krat zelo putno vrata, ta 3. pa ni. No, ampak druga zgodba. Žena in mož, res vse zgodbe so, ki sem želela vam jih podeliti, o odpuščanju in o spravi, ker to je nekaj, kar nas zelo ustavlja, zapira, če sebe obsodimo ali pa drugega. No, ta žena je pa sebe obsodila. Nikomur ni povedala, da je splav naredila. In potem, no takrat vmes sem jaz bila že drugačnega pogleda, po duhovniškem maziljenju je tudi ona lepo zaspala in ni imela več tistega krča na obrazu, tudi ne jeze toliko do sobolnice, ki je bila glasna. A ne, bolj smo potrpežljivi, ko smo notranje mirni. Kadar nismo potrpežljivi, kjer ne mir je tisti. V glavnem, ona ni odpustila sebi. Pa bi pa še 3. primer človeka, ki se pa zelo jezil na osebje. Neverjetno se je jezila na osebje. V resnici ni zmogla bližine, ni zmogla ne poboža, ne dotika in jih je naganjala stran. Bila je pa ena medicinska sestra neverjetne miline. Pol, ko je ta gospa umrla, sem videla, da je ona molila. To je pa še pred mojo spreobrnitvijo. Takrat. Ta sestra, ki je prišla, ona je pa lahko jo se dotaknila, je lahko jo umila. In šele potem, ko sem videla, da ta sestra molila pri sveči, ki je ta gospa umrla, pa sem šla pol vprašati po določenem času, to medicinsko sestra je rekla, jaz sem molila za to gospo prej. Vsaj en rožni venc, veš, kako je to. In je bila v enem drugem prostorju. Ta prostor, to nekaj, kar naredi prostor. Ko izročamo, ko predamo, ko povabimo. Ne samo našo predstavo, ampak naj se zgodi. Tako da, ja, čas, ko je nekdo hudo bolan, je tako dragocen, če ga lahko preživi doma. In da tudi svojci vidijo to vrednost in da se vse pripravi, da zmorejo. Sej, ko vajo recimo, ko Marko ekipo naučijo tiste
situacije možnih presenečenj, ker ljudje se najbolj bojimo neznanega, negotove, kaj bo, če bo to, kaj bo to. In če so nekako to poučeni in neke druge stvari spremljani, skozi so na dosegu roke, potem zelo malo družin ne sprejme. Če so kakšne spet hude zamere, pa tudi to vam rečem, če so prav nekako vodeni, pride na ta sveta mest, svet prostor, na druge nivoje. No. Pa bi nekako to bilo tisto, kar bi jaz o paliativi rekla, še kako je potrebna. To ne znam vam povedati, kakšna razlika je. Dobro, včasih mora človek umreti v bolnici. So pa tudi različni ljudje. Eni nočejo obremenjati svojcev in pravi, ne, doma, jaz bi raje v bolnici. So tudi takšni. Je zelo pomembno, da se prisluhne človeku, vsak je drugačen. No, ampak večina potrebuje in želi to domače okolje, domačo sobo, domače ljudi. In ob teh priložnostih je res toliko dragocenega prostora za odpuščanja, za poglobitev bližine, za neke nove bližine. In to je neprecenljivo dragoceno. In to je zgled tudi otrokom, kaj je to odnos, kako živimo, kako prehajamo, kaj je vredno. Vreden je ta iskren odnos, pa včasih v hitenju ga ne zmoremo. Ko pridejo te težke stvari, nekako te stvari, hitenje in to, kar imamo, pade in se bolj v globini srečamo. Tako da vsakmu, ki bo dal dobro misel, pa molitev za ta namen, hvala. Molitev pa bo Bog že zrihtal. Tako bi jaz videl.